Ema, kakšne pa so torej podrobnosti ukrepov, ki jih za krizne razmere pripravlja vlada? No, začnimo z naftnimi derivati, kjer se nam, kot vemo, obetajo drastične podražitve. Odslej naj bi natančneje zbirali podatke o porabi in komercialnih zalogah. Naftni trgovci bodo morali o morebitnih motnjah v oskrbi obvezno poročati, napovedujejo pa tudi možnost uvedbe diferenciranih cen goriv. No, ali so s tem mislili na razlike v ceni goriva ob avtocesti in v mestu, ali morda celo na ugodnejše gorivo za določene sektorje, kmetijstvo, prevozništvo, logistiko, nam na ministrstvu danes podrobneje niso pojasnili, saj da so predlogi šele v fazi priprave. Kar se tiče plina, predvidevajo možnost posebnih državnih strateških zalog plina, zanje pa da bi lahko najeli tudi skladišča v tujini. Predvidena je tudi garancijska shema SID banke, ki bi po navedbah ministra povečala predvidljivost za odjemalce, pa tako imenovano zapiranje portfelja za obdobje od 3 do 5 let in za 90% količin plina. Po domače, trgovcem bi lahko, kot kaže, zapovedali, da delež plina zakupijo vnaprej, ne sproti, in se tako izognijo cenovnim nihanjem.